Dobrodošli na novem dnevu delavnic. Danes je z nami prav posebna gostja iz gledališča Avis. Mislim, da se nam bo sama predstavila, tako da bi kar predala besedo. Izvoli. Zdravo, jaz sem Marjetica, lahko me kličete tudi Rdeča kapica in danes vam bom pokazala delavnico, ki temelji na moji tašči oziroma zlobni čarovnici iz predstave. Torej, bomo kar začeli? Ja. Kdo pa je tvoja tašča in v kateri predstavi govoriš? Jaz sem igrala v predstavi Zlobna čarovnica, Janko in pa Rdeča kapica, kjer sva se z Jankotom na začetku zaljubila, ampak tega tašča ni hotela, ker sem navaden človek, on pa je čarovnik oziroma čarovniške krvi. In zaradi tega sem potem mogla tudi uganiti eno uganko oziroma razrešiti urok. In s tem sem pridobila tudi novo taščo oziroma čarovnico. Okej. A to predstavo je mogoče še kje videti, če je kdo zamudil? Ja, lahko vidite na YouTubeu ali pa na linku na Facebooku. Naša predstava pa je na 1 uri in 16 minut. Se pravi, povezava do Janezovega odra danes za vse zamudnike, ki niste uspeli videti predstave. Okej, Marjetica, zdaj pa ti res prepuščam besedo. Super. Delavnica predstavlja čarovniško palčko in kapo, katero sem naredila tudi sama. Torej, začeli bi pri tem, da potrebujemo en velik A3 list vijoličnega papirja, potrebujemo tudi rumen list papirja za dekoracijo in pa črn in bel list. Zraven bomo potrebovali škarje, lahko uporabite za lepilo ali selotejp ali pa normalno lepilo v stiku, lahko pa tudi še potem boste potrebovali ravnilo oziroma nekaj, s čimer boste lahko izmerili in si začrtali, torej svinčnik, potem gumico in pa navadno vrvico. Začeli bomo pri čarovniški palčki, zato bomo potrebovali lepilo, ravnilo, svinčnik in pa škarje. Imate pripravljeno? Ja. Super. No, potem pa gremo dalje. Torej, na bel list papirja bomo začrtali na enem robu tak 5 centimetrov tukaj, pa 5 centimetrov gor. Marjetica, ne vem, če si opazna, ampak tudi ena čarovnica se nam je danes pridružila. Juja! Jaz sem se že cel teden veselila te delavnice. Tudi jaz. No, nadaljujemo s tako črnim papirjem, kjer naredimo na eni strani 5 centimetrov, na drugi strani pa 20. Torej, zdaj pa bomo to zalepili skupaj. Na tem predelu nekje 1 centimeter, lahko tudi več, lahko manj. Prelepite z lepilom oziroma nanesete lepilo. In pa zalepite na tale črn rob tukaj zgoraj. No, ko smo to naredili, moramo dobiti nekaj takega. Ste vsi? Super. Super. No, zdaj bomo pa to vse skupaj zvili v tako palčko. Lahko si pomagate z selotejpom, ker vam bo lažje. Tako da na tej eni dolgi stranici za en rob nalepite selotejp, da boste, ko boste zvili, lahko direkt pač prilepili. V redu? Čarobna palčka. Smo? Nekaj takega, ne? Ko ste naredili, mi pokažite vašo palčko, da lahko grem dalje. Super. Zdaj pa gremo na klobuk oziroma na čepico. Za to boste potrebovali večji list papirja, sicer vijoličen ali pa po vaši barvi škarje, gumico. Gumica je sicer tako optimalna, ni potrebna. Ravnilo, svinčnik in pa eno vrvico. No, začeli bomo s tem
klobučkom, da naredimo na obeh robih 30 cm, lahko tudi 20, če nimate dovolj velikega papirja. Zdaj bomo pa vzeli en svinčnik, pa bomo z vrvico bomo vrezali nekje 30 oziroma 40 cm, vse ni pomembno, toliko da je daljša od stranice, ki smo jo narisali. Imamo vrvico? Ja. No, zdaj to vrvico tako zavežemo na svinčnik na enem delu, tako da bomo imeli še daljši del v roki. Zavežemo. Evo tako. Zavezati ga moram. Ja, kako sem naredila? No, zdaj, ko smo to naredili, bomo na tistem robu bomo primili vrvico na drugem delu, tako, jo dali v kot in z svinčnikom od roba 30 cm, kjer smo zarisali, pa do drugega naredili en taki četrt krog. Okay. Torej, bi moglo vse skupaj izgledati nekako tako. Zdaj pa po tej črti, ki smo jo narisali z svinčnikom, brežemo, pa da nastane taki četrt krog. Redo? Super. No, nastane tole, tako sem rekla. Zdaj pa na enem takem robu, vseeno katerem, nanesemo lepilo, lahko pa tudi uporabite bambulažje z selotejpom oziroma lepilnim trakom. To boste vse skupaj tako zvili v en stožec. No, zdaj pa za zadnji del bomo še rabili rumen papir oziroma papir, s katerim bomo dekorirali. Naj bo drugačen od papirja od kapice. Zdaj pa narišemo na ta papir, lahko narišemo zvezdice, krogce, kaj vam poželi in to izrežemo, da dobimo take Zvezdice kakaj ne znam narisati. oblike. Nariši po svoje. No, ko bomo to izrezali vse skupaj, nalepimo na kapico. No, potem pa, ko to zalepimo, lahko sami ali pa prosite koga drugega, da na robu oziroma na dveh koncih naredijo luknjico z škarjami, v katere potem damo gumico, da se vse skupaj pritrdi in da bomo lahko na glavi, brez da pade dol. Bobi, a ti je uspelo narediti čarovniški klobuk? Ja, zdaj nam je. Napačen papir smo imeli. Nič hudega. Kam bi pa prišel, če bi vsem čarovnikom in čarovnicam tudi vse prvo uspelo? Ja. Morate biti pozitiven zgled za vse nas ostale, da ne obupamo takoj. Marjetica, veš, čarovnica Bobi je ful prijazna čarovnica, s katero se vsak večer igramo pri nas. Se isto dobimo takle na Zoomu, ob 6. zvečer in potem se igra predvaja na Facebook live-u. Gremo pa na tako popotovanje po domišljijskem svetu. Wow. No, moja čarovnica je malo bolj zlobna. Mogoče ti bo bolj všeč, kot je tvoja tašča. Ja. No, dragi moji ustvarjalci, mene že mama kliče, jaz bom mogla iti domov in vas žal moram zapuščati, ampak upam, da vam je bila delavnica všeč in da ste se vsi potrudili po svojih najboljših močeh in upam, da vam bo kapica in čarobna paličica prinesla veliko, veliko magije. Wow, Marjetica, hvala. Hvala za navodila in super odvodeno delavnico. Jaz verjamem, da bo prav prišla vsem nadobudnim čarovnikom in čarovnicam tam zunaj. Zdaj pa veliko sreče s taščo, no? Jaz upam, da kmalu popravite odnos. Ja, jaz tudi. Adijo. Lepo bodi, adijo. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti.